spet jaz, Srebrusta tukaj, danes z malim svetovidom. Dobrodošli v še eni smotani sredi. Tokrat bom pokazala prvi vez s tkanim trakom, in sicer front wrap cross carry, prednji križni vez s trakom. Naj upozorim že kar na začetku, jaz nisem nobena svetovalka za nošenje otrok, sem ena obična matka, tlele zabijam čas porodniške pred očmi javnosti. Pokazala bom pa v bistvu trike, ki so meni pomagali, no, da sem ga lažje zavezala noter. Pa rada bi ponudila vsem mamicam to vsebino v slovenščini. Jaz imam trak v svoji bazni velikosti, to upam, da ste si pogledali prejšnji video, da ne rabim zdaj ponavljati teh stvari. Najdem sredinsko oznako in zdaj prve dva koraka, bosta enaka kakor pri elastičnem traku, če ste tistega navajeni. Se pravi, sredinsko oznako damo pod prsi, tukaj nekje v višino, kjer so kosti v modrcu, tukaj, kjer se stikata, bi pa bila sredinska oznaka. Meni je lažje, če trak mičken naberem že prej, če vam lažje, da je kar razprostrt, ga lahko tako pustite. Ga prinesem za sebi za hrbet in prekrižam in pripeljem en krak čez nasprotno ramo. Zdaj pazim, da se mi to kje ne preplete odzadaj, da se mi ne prepogne. Se pravi, ta rob, ki ga imam jaz ob vratu, mora biti rob tukaj, ki je pod prsmi. Zdaj vidite, če ga potegnem, kateri del traku gre za mano. Pa si jaz tole malo naberem še na rami, glih to, da je mičken lepš. Zdaj bolj, ko si boste vnaprej pripravili, manj boste imeli pol dela enkrat, ko je otrok noter. Zdaj ta ima sredinsko oznako še od spodaj. Jo poravnam s to, in še ta drug krak pripeljem čez. Zdaj vi lahko mod delate vnatkanat krila, če vam rata oba dva kraka naenkrat noter, toliko bolj za vas, Meni to ni še uspel, brez da bi se zafuclala. Tako da evo, tako da približno vidite, kako je odzadaj. Tlele se mi je mičken prepognil, vidite, kako je fajn, ko je na obeh stranih različen. In od spredi smo ustvarili spet nek tak žep, bomo temu rekli. Tukaj se pa v bistvu konča vsa podobnost z vezavo PVCC oziroma vezavo, kot smo jo poznali v elastičnem traku. V ta žep bo zdaj prišel otrok, ne ta dva kraka, tako da naredimo nekako dosti prostora. Meni se je izkazalo dovolj, če dam lahko čez prsi, pol gre tudi on lahko noter. Zdaj, če imate vi večjega otroka, to vam bo z časom pa z vajo prišlo v navado. Zdaj grem kar po malenočkega, da vidi. Kaj? Boš pozdravil? Ja, čau, reci. Tako, kam greš? Na trak? Se boš nosil? Boš? Ok. No, in zdaj ga bomo dali visoko gor, kakor da bi podiral kupčka. Kupčka podri! Kupčka podri! Evo, takole. Tegale si recimo pod pazduho malo štimam. In grem, nogice boš dal noter, z roko spodaj. Primem nogici in ju nekako vodim čez ta žepek. Nogice sem toliko razprem, kakor nek mini razkorak, tako da se ritka lahko lepo, kolena lahko lepo upognejo in ritka pade dol, dajmo tule hlačke malo posporaviti. In zdaj bomo iskali zgoren rob. Če se spomnite, je to ta, ki je tle pri meni pri vratu, njemu bo pa mogel priti pod pazduhe oziroma pri mlajšem otroku nekje do vratu. Ok, boš pustil? Bom poskusila tako, če bo pustil roke med noter, nekje do vrha ramen. Tako da ustvarimo to površino, ki bo njemu čez hrbet. Sežemo spet pod nogo in ta spodnji del traku, če se spomnite iz onega videa, to bo kar tretjina traku, ne je sam rob. Zavihamo, potegnemo navzgor, da ustvarimo sedež. Zdaj ne imeti tle v mislih, kak sedež vi zdaj tle rabite narediti. Tukaj je bolj poudarek na tem, da res dvignete kolena nad ritko, ustvarite ta M, ne pa da zdaj nekaj na pol delate, pa pol zategujete spodnji rob. Tukaj mora biti že vzpostavljena ta oblika, potem jo pa samo še v bistvu zaklenemo.
Gremo na zategovanje predel po predelu. To smo tudi že v prejšnjem videu malo omenili. Z vsakim krakom bom drugače pokazala. Tukaj le bomo zategovali z dvema rokama. Se pravi, primem zgornji rob, se spomnite, to nisem rob, ampak za eno dlan, recimo, tako, in povlečem horizontalno, čim bolj ravno, in moram čutiti, kako se je zategnila tlele. Vidite, kako mi je sredinska oznaka pobegnila, ker sem vlekla. In držim napetost, pa preprimem s to roko. Se mi bo bolj živel. Zdaj pa s to, recimo temu, aktivno roko, sežem daleč od zadaj na hrbtu, kakor lahko, pa primem naslednji predel. Ne tisti, ki je že nategnen, ampak ta, ki je mlahav, in potegnemo štega, pa ga sprehodimo v roko. To je z dvema rokama, če imate mirnega otroka, kakor toliko, vam bo tole uspelo, držimo pa nekje pod britko, da je siguren. Če boste vlekli od spred, boste zategovali samo to, kar je na hrbtu, to površino, če pa dejansko zagrabite od zad, pa privlečete tisto, kar je tukaj od spredaj. Zato, ker trak v bistvu, ko potuje čez te vogale našega telesa, recimo, da je bok en vogal, pa rama drug vogal, se zaklepa. In ko gre čez en vogal, ga še nekako lahko dobite, se pravi, če vlečete tukaj, dobite vogal boka, če pa vlečete tukaj, imate pa še drug vogal, ramo, ki blokira. In boste veliko lažje dobili vso mlahavost, če boste vlekli tako, da trak potuje samo čez en vogal. Zdaj smo že na koncu, kakor vidite, mi je ostalo, ne vem, spet za eno dlan. Tako, tukaj spet ne bomo vlekli 3 predelov, pa pol še roba, ampak vzamemo celo tretjino in samo poberemo s hrbta in si podamo v roko. To je ta krak končan, predel po predelu. Vidite tele gubice? Ja, vidite vsi. Tako, zdaj bom pokazala pa še z drugim krakom. Vidite, kako zdaj tle zgleda. To je zategnjeno, medtem ko ta stran ni. S to roko bomo pa probali vse z eno. Se pravi, z drugo bomo skozi držali otroka. Tukaj bomo pa, se pravi, horizontalno zgornji rob. In kaj delam? V bistvu to, kar sem omenila. Zaklenem tako čez drugo ramo, da je bolj sigurno, ampak ne preprimem z drugo roko. Primem takole z dvema prstoma naslednji predel in ga diagonalno potegnem. Spet, hop. Ker če ne bi šla, če bi tukaj zdaj spustila, gre nazaj. Vsa napetost, ki smo jo dosegli, gre skoči tako nazaj. Zato, ker smo samo čez en vogal zaklenili trak. Tako da, še enkrat. Potegnem in zaklenem. Primem, potegnem, zaklenem. Zdaj pa jaz ta zadnji rob, oziroma predel, vidite, spet za eno dlan mi ga je ostalo, vseeno takole po hrbtu poberem in si podam v roko. On je zdaj tu noter varen, ne rabim ga več podpirati. Podritko. Zdaj določeni se odločijo na tej točki še zategniti trak po celotni površini ali whole wrap tightening. To v bistvu bolj za vaše udobje, ne več za varnost otroka. Zdaj v bistvu vsi naslednji koraki so ekstra. Se pravi, hop, poskočimo in zategnemo. Skočimo, zategnemo. Poskočimo, zategnemo, da dobimo napetost v traku, celotni površini traku. Lahko si pa seveda še malo popravimo, kje nam trak stoji. Probajte, da vam ni preblizu vratu, zato ker vas bo drugače žulilo. Zdaj v bistvu rabimo pa samo še zavezati. Bomo zavezala. Zdaj, če imate starejšega otroka, pa da ostanek trak, v bistvu samo prekrižate kraka in jo peljete pod otrokovimi nogami od zadaj in naredite ambulantni vozel. In to je to. Zdaj potem imate tukaj varianto, da razširite ta zgornji rob čez hrbet, oba dva, od kolena do kolena vedno, zato da dobite 3-slojni vez, mogoče mičken bolj več podpore za starejše, težje otroke. Če imate pa manjšega otročka ali pa res debel trak, pa ne bi zdaj radi, da mu tlele od traku noge čudno štrlijo, se to boste takoj opazili, lahko naredite pa še eno stvar preden zavežete.
In to je, se pravi, prekrižamo trak tako, kot smo ga prej, zdaj ga pa še enkrat. Temu se reče leksi obrat in zdaj potuje od zadaj trak. Vidite, da pride nižje, ne? Otroku v bistvu bolj pri gležnjih, ne na mečih. Narediva še ambulantni vozel. Se pravi, zdaj pa še za vaše dodatne udobje si bomo tole mičken razprostrli po hrbtu, najdemo sredino in od sredine počasi raztegujemo po višini hrbta. Evo, in to je to. Vidite, pri nama je hrbtenica v J, nogice so seveda v M, to je ne glede na starost v bistvu, ne. Tlele ima v tale dodaten vozel, da mu trak pride nižje. Zdaj sploh, kadar otročkom naraste telesna temperatura, je fajn, da imate čim več stika kože na kožo, s tem jim boste regulirali, uravnali temperaturo, ja, jih tudi pomirili. Tako, sva mogla iti po komplet za prvo silo. Zdaj, kaj sem še hotela povedati, pazite, da ima otrok res nosek ustka na vidnem mestu, da ga vidite. Dihati, tako. Jaz ponovadi sicer si z očali pomagam, če res globoko zaspi, ne. Mora vam biti seveda dovolj blizu, da ga poljubite na čelo lahko brez problemov, ne. Tako da to je v bistvu to. Jaz še enkrat poudarjam, da nisem nobena certificirana ali pa kako drugače licencirana svetovalka za nošenje otrok, sem samo ena mama, ki bi rada pomagala drugim. Ja, po možnosti v slovenščini. Ja. Najdete pa svetovalke na spletni strani od Strage šole, prav po območjih v Sloveniji, ja. Lahko tudi se udeležite kakšnega srečanja mamic z nosilkami, z vsemi vrstami nosilk, tele mehke strukturirane, pa trakovi seveda spadajo medne, ringslingi. Srečanja potekajo v Ljubljani in pa vsak prvi petek, razen novembra, drugi petek v Novem mestu v Jugohulici. Zdaj več podatkov o teh samih srečanjih najdete pa tudi v skupini Mame o tkanih trakovih. Ja. Bom tudi dala link od spodaj, jaz tudi vedno podelim na svojem Instagramu pa Facebook strani. Ena taka skupina je tudi Carry Mama Baby Wearing Slovenija. Bom dala pa še dodatne uporabne vsebine, recimo, kje si lahko sposodite trak, v Sling Library Ljubljana recimo, spodaj v opis. Tako da to je to od naju za danes. Če vam je bil video všeč, dajte pritisniti tun prst gor. Če imate še kakšno vprašanje, bi nam radi kaj povedali, pritisnite v komentar dol, a ne? Ja. Če pa mislite, da bo še komu prav prišlo, poznate koga, ki se lovi s temle vezanjem, pa podelite. Srečo naprej. Mi se pa vidimo kmalu.